Vidim obraze, ki sem jih že videla na preteklih srečanjih, ki sem zelo vesela, in pa nove, tako da sem tudi teh novih seveda zelo vesela. Zdaj ste del ciklusa pogovorov o literarnem žurnalizmu, ki je krovna tema teh naših srečanj. Ta srečanja se dogaja enkrat mesečno, sredi meseca, danes smo pri 3. srečanju, ja, nadaljevali bomo pa do maja. Danes je moj gost Ervin Hladnik-Milharčič, zelo sem vesela, Ervin, da si se odzval, ker mi je s tabo vedno zelo prijetno govoriti, se pogovarjati, ker si odličen pripovedovalec zgodb. Tako da, dovolite mi najprej, da Ervina predstavim na kratko, potem bom obnovila na kratko, kaj to literarni žurnalizem je, tiste, ki vas ni bilo na prejšnjih srečanjih ali pa, ki ne poznate tega žanra. Ervin je odraščal v Novi Gorici, potem si nekako z novinarstvom, tako so preskakovala leta, z novinarstvom nekako si se seznanil v študentskih letih, ko si začel delati za Radio Študent, ampak ne še toliko, tvoja tema ni bila toliko politika, bolj šolstvo, če se ne motim, ko boš potem, prosim, popravi me, če bom kje kiksana. Drugače pa, torej, nekje si mislim, da je rekel, da te je prav Radio Študent naučil pravega žurnalizma. Radio Študent je bil zadnja inštitucija novinarska, ki je bila disciplinirana. Kjer ni bilo šale. Tukaj je Ivan Kovšek, ki je bil šef tehnike, lahko potrdi, da nikoli ni delal v strožjih pogojih, kot je Radio Študent. In je bilo rečeno, jaz sem se tam naučil pisati. In takrat sem razumel nekaj, kar je Nataša Kramberger enkrat rekla, da pisanje ni stvar inspiracije, ampak discipline. In tega se še vedno držiš? Absolutno. In jaz sem se tega naučil na radiju, ker je bil strogo formalna institucija, ki je sicer temeljil na prebijanjih vseh meja svobode izražanja, ampak hkrati je zahteval od ljudi, ki smo se šele učili te profesije, to, da smo zares disciplinirali v tem, koliko so dolgi teksti, kako so napisani in da pač ustrezajo strogim kriterijem, ki so veljali na radiju, predtem, da pazi eno od ljudi, ki je kriterije tam zagotavljal, bil Igor Vidmar, ki če si napačno muziko spustil, je prcal vrata studija, in je revel, tukaj ni bilo tudi 15. Ampak jaz sem se tam soočil. Ti si se našel v tem krogu? Popolnoma. Odlično. Če nadaljujem potem, poročal si z vojnih žarišč, seveda, z vojnem Balkanu, se pravi, bil si v Bosni, na Hrvaškem, tudi z Ivom Štandekarjem, ki potem, nažalost, umrl v Sarajevu, si poročal. Ubili so ga, ja, tako je. Potem si šel v Kairo, iz Jeruzalema si tudi poročal, bil si dopisnik iz ZDA, pisal si tudi za Mladino, za Delo, za zelo različne medije, tudi urednikoval si na Sobotni prilogi, trenutno pa pišeš predvsem za Objektiv, za Dnevnik, čeprav se seveda tvoji prispevki pojavljajo tudi drugje, si prejemnik neke nagrad, recimo nagrado Zlata ptica si dobil in nagrado Društva novinarjev Slovenije za novinarske dosežke. Tako, zelo na kratko, Ervin, sej bova skozi zgodbo, potem, ki jo bova danes spletla, še razkrila kakšno plast tvojega dela in tvoje kreativnosti. S seboj imam 2 tvoji knjigi, in sicer Pot na Orient in pa zbirko tvojih kolumn, Kratke zgodbe o prihodnosti. Obe mislim, da ste šli leta 2009, če se ne motim. Imam prav. In obe je ilustrirala Samira Kentrić, obe knjigi. Bova spregovorila, prebrala bi potem nekaj iz Skupine Orient, morda za ilustracijo, in bova pokazala, kje je zdaj ta literarni žurnalizem v tvojem delu. Dobro, zdaj, literarni žurnalizem je žanr, jaz ga opredeljujem kot žanr, pa nisem edina, ki združuje elemente beletristike in pa novinarstva. Se pravi, gre za zapise, ki imajo stilistične jezikovne lastnosti, kakršne najdemo v beletristiki, v leposlovju, torej gre za uporabo res stilskih jezikovnih sredstev, potem seveda tudi imaginacije novinarja, njegove subjektivne drže, zelo jasen prepoznaven glas avtorja mora biti v teh zapisih.
ta neka notranja zgradba ustreza beletrističnim zapisom, ampak hkrati je pa vse res. To je pa ta dokumentarna plat, ki je pa pač recimo preverljiva, spoznavna, a ne, in predhaja in seveda natančno raziskovalno delo. Torej, upamo, da imajo ti prispevki nekako vse tri funkcije, ki jih ima, recimo, ali ki tudi upamo, da jih imajo beletristično delo, se pravi spoznavno, estetsko in pa upamo tudi etično komponento. Zdaj, kar se tiče same terminologije, si stroka ni enotna, pa tudi praksa ne. Uporabljajo se različne oznake za to vrstno pisanje. Pripovedno novinarstvo, intimno novinarstvo, subjektivno novinarstvo, potem tudi novinarska zgodba, literarna reportaža. Teh terminov je ogromno. Tudi zelo široki termini, kot je recimo creative non-fiction, kreativno neleposlovje, lahko bi to prevajali, ali pa celo long reads, recimo v tem anglosaškem prostoru. Ampak to se mi zdi že čisto preširoko. Zdaj, to ni nov pojav, to ni pojav 20. ali pa 21. stoletja, takšne zapise ali pa vse zapise, ki nekako se približajo tovrstnim besedilom, najdemo že v 18. stoletju, recimo pri Danielu Defoeju, potem kasneje pri Dickensu, Twainu. Ampak tak boom, tak veliki boom tega žanra imamo recimo v ZDA v 60. in 70. letih s Tomom Wolfom in njegovim krogom privržencev. Takrat se imenujejo sicer novi žurnalisti, ampak to je pravzaprav isti fenomen, samo da je pač časovno omejen na 60. in 70. leta. Takrat pač uporabljajo to oznako. Drugi avtori, ki nekako se umeščajo v ta krog, so seveda še Truman Capote, Norman Mailer, o katerem bo gotovo tudi še kaj povedala, Joan Didion, ogromno jih je bilo. Potem tudi Hunter S. Thompson na nek način, čeprav njegov literarni žurnalizem je skraja na nekaj, ker je to gonzo, malo psihedelično varianto literarnega žurnalizma, Jimmy Breslin, Gay Talese, Michael Herr, recimo, njega smo že večkrat tukaj omenjali za knjigo Dispatches, recimo, ki je dober primer tega. Danes imamo pa tudi polno nekih avtorjev, ne samo v ZDA, moram poudariti, da tudi ta ciklus je zastavljen tako, da osvetljuje literarni žurnalizem kot pač žanr, ki se pojavlja povsod po svetu. Zato sem tudi goste nabrala iz različnih nekako, mislim, takšne goste, ki se spoznajo na literarni žurnalizem v različnih predelih sveta. Da ne boste mislili, da je zdaj to samo ameriški fenomen, absolutno ne, ali pa anglosaški, sploh ne. Tudi v Sloveniji seveda, Ervin je eden glavnih predstavnikov, po mojem mnenju, in tudi vedno ga omenimo kot prvo ime literarnega novinarstva v Sloveniji. Imamo pa verjetno tudi še druge pisce, ki bi jih lahko nekako dali pod to oznako. Toliko o tem, čisto na kratko sem samo hotela obnoviti, da bom jasno, o čem govorimo, o kakšnih besedili govorimo. Zdaj pa ostaniva vseeno Ervin v ZDA. Nekoč smo se pogovarjali nekaj let nazaj o tem, kaj si ti preberal, tudi verjetno kot mladostnik, pa kasneje, in si mi rekel stripe, potem tekste ameriških novinarjev, kriminalne romane, pa kdo si poudarjal ameriške avtorje. Pa me zanima zdaj, torej zakaj te pisce, kako si prišel do njih, kaj te pri njih pritegnilo, mislim tudi, da si izpostavil Mailerja in pa Marto Gellhorn. Ja, kako si prišel do njih, zakaj ravno recimo Gellhorn in Mailer? Čakaj, veš kaj, zdaj to so osebne mitologije, to je sicer zelo udoben teren, ki si lahko zmislim karkoli, ampak kolikor, veš kaj, jaz sem odraščal v 70. letih, in zame ključen moment, ko se mi je razsvetlilo, kaj je življenje, mislim, da je bil konc 8. razreda osnovne šole, ko sem srečal na cesti mojega bratranca Alana Jakina, ki je bil kitarist, odličen, je igral v avtomobilih, lani umrl. In je imel pod roko en kup plošč, gramofonski. Jaz sem do takrat poslušal to, kar se je poslušalo na radiju, veš, so bilo Bila sva mlada oba, pa ne vem, skratka, te popevke in mi ni šlo, no je pa imel, kaj to, to je muzika. In tam so bili, to bom in tako vidite pretiše, bile nove plošče. Jefferson Airplane, After Basin and Baxter's, Doors, The Doors, in Grateful Dead, Like That. Plus The Red Velvet Underground. In, kako še rekel, Citroen posodi. Pa je ga nov,
In sem dal to na gramofon in kako bi rekel, takrat sem vedel, to hočem delati do konca življenja. Ne? To je moj svet. Ne? Pusti Beatles, Rolling Stones, vse ostalo, ne? To je to. Tako da ta mračen, težk psihedelični rock vzhodne in zahodne obale Združenih držav Amerike in me je začelo zares zanimati, odkot to pride. In sem začel potem prebirati najprej literaturo, ker je bilo najlažje. Po nekem čudežu so v Jugoslaviji v 60-ih letih prevajali Beatse, recimo On the Road od Jacka Kerouaka je bil dostopen v slovenščini. In sem potem šel in sem prebral ameriško polico v študijski knjižnici v Novi Gorici. In sem potem, jaz mislim, da 30 let bral ameriške in newyorške avtorje, ki so bili v glavnem Judi, od Normana Mailera do Philippa Rotha in te čudne knjige Marjorie Morningstar, Drevora so Brooklynu, ta goli in mrtvi od Mailerja. In potem sem literatura je bila privlačna. A to si bral v izvirniku? Ja, potem sem nekaj bral, začel brati v angleščini, ker sem prebral vse, kar je bilo prevedeno. In sem potem odkril, da obstajata dva svetova. Obstaja svet literature, ki je tako simpatičen, ampak bolj obstaja pa resnični svet. Da Norman Mailer je napisal take knjige, ki bi človek ne prebral, ker je napisal Demokratično konvencijo leta 1969 v Chicagu, ki je, kako rekel, Dostojevski diletant proti tistemu, kako tam pač človeška obsoda pride na dan. In pa sem odkril, da to čudo vidi, obstaja veliko novinarstva, dajmo to imitirati. In zdaj, ti praviš literarno novinarstvo, jaz sem novinar, od tega živim. Imam s tem seveda težavo. Mislim, literarno novinarstvo ne vem natančno, zakaj bi to bilo literarno. To, kar jaz pišem, je reportažno novinarstvo. In gre za to, da seveda uporabljaš narativne tehnike, ki si jih pobral iz literature. To je literarno. Ampak veš kaj, res sem bil leta 84 sem bil v Hollywoodu, na Sunset Boulevardu. Sem hodil gor pa dol in bil popolnoma razočaran, ker je bilo vroče in prašno in nič posebnega, potem so bile pa te zvezde. Potem sem pa odkril, tam je bila ena knjigarna z rabljenimi knjigami, pa sem šel noter, pa sem malo pogledal, kaj je, in tam je bil Ernest Hemingway byline. In sem šel in sem rekel, za to knjigo, jaz sem mislil, da sem prebral vse od Hemingwaya, tega pa nisem. In sem pa to kupil in sem odkril, da so to novinarski članki od Hemingwaya in sem tako šel na Dušku, to prebral tam nekaj potovanja po Ameriki. In sem videl, da bil ljuv Hemingway, veš kaj, v resnici ta dobra stvari je napisal kot novinar. In je potem celo življenje kanibaliziral to, kar je napisal kot novinar, da iz tega romane delal. Malo popravil resničnost, ampak to, kar je napisal kot novinar, je še danes bolj atraktivno. Njegova literatura je tako mogoče malo ugaša, ni več, se mi zdi, da ni več velikan svetovne literature, da ga ne tako razumejo. Ljudje so, vidite, čudaki, Paul Auster in ta druščina, ampak se je gledal, odkot to, in sem odkril, da ne samo to, da je že od tega, da je pisal za predvsem newyorške literarne revije, ampak te prednike New Yorkerja, ampak da je bila njegova partnerka ali žena Martha Gellhorn hodila z njim in je ona tudi pisala. In to, kar je pisala Martha Gellhorn, je bilo boljše od tega, kar je pisal Hemingway na terenu, ki je, veš, pa to je in tako, rekel, ženske so v tem poslu dosti boljše obnesejo, kakor moški, v tem tipu žurnalizma. Namreč, recimo, ona je pisala o španski državljanski vojni. Še prej, recimo, o veliki depresiji oziroma o gospodarski krizi. Ja, tisto so težke reči. Španska državljanska vojna je Face of war, ti zagrabi srce, ja. In
Hemingway je tudi pisal, ne? Ampak Hemingway je postal slaven zato, ker je naredil roman iz tega, Komu zvoni. Andrejček, ne, to ni španska državljanska Komu zvoni, ne, to je Soška fronta. A je? Mislim, da je, ne. Martha Gellhorn je pa ostala kot novinarski zapis v neki briljantni angleščini, pa ne veš, od kje se je vzela, ne. In je ostalo živo, če hočeš razumeti, kaj se je dogajalo v španski državljanski vojni, kaj je pomenilo še obleganje Barcelone, ne, to moraš brati njo, ne. In nekako iz tega sveta sem potem jaz začel kombinirati, ni pa samo Amerika, ne. Jaz sem dobil v roke eno drobno knjigico, relativno skromno, od človeka, ki si je pisal Jožko Šircelj. Bil je novinar zunanje redakcije Dela, ne? Pa veteran Zgornjega otoka. Sjajen. Dopisnik iz Kenije. Iz Nairobija je bil dopisnik in je potem napisal knjigo, ki je končal, ki je šel nazaj iz Kenije, napisal knjigo Moja Afrika. Ne? Ki je, pazi, to je nekdaj je to nastalo, 60, 70. Sredi 70. Ja, a veš, ko so imeli ljudje v Afriki same predsodke, ne? A veš, ko so Afričani veljali za neke ljudi, ki živijo v plemenih, pa so ljudožerce, traparije, ne? Pa je on napisal neko intimno zgodbo o tem, kako je spoznal Afriko, kako se je tam znajdel, ne? In tisto se je meni zdelo zares atraktivno, da lahko to narediš v slovenščini, da greš v svet, ne, in potem tisti svet preneseš v svoj jezik, ne. In potem to... Ampak kaj te moti pri tebi v literarju? A me čisto samo to, da jaz novinarstvo to zbolj resno jemljem od literature. Zdaj, verjetno greš berem časopise od romanov. Se pravi, gre za neko ukrepilnost, resnost? Ni pojmon predsodek, ne, je čisto oseben. Jaz sem človek časopisov, da nekaj, kar zdaj je na poti k izumiranju. Bom se tudi dotaknila, ja, kje smo zdaj? Literatura je pa stvar knjig. Ampak veliko teh novinarjev je pravzaprav potem te svoje prispevke tudi objavljalo v knjižni obliki, ne? Recimo tudi Capote, Hladnokrvno. Najprej to je šlo v nadaljevanjih v New Yorkerju, potem v knjigi, ne? Roman Hladnokrvno. To je bila kar pogosta praksa, se mi zdi, da so te literarno usmerjene revije objavljale v installments, ne, njihove tekste in potem je to išlo v knjižni obliki in je bilo označeno za roman. Saj v Kobisu je tudi cale tvoja knjiga označena za roman. Ja, če ti to razumeš, meni razloži. Ne razumem, samo da te vprašam, če imaš ti kakšno razlago, ker se mi ne zdi najbolj ustrezno razlago. Pri literaturi je to, da si moraš imeti to fantazijo, da si znaš izmisliti zgodbo. To je kreativni proces, o katerem jaz nimam pravega stika. Ne vem, kar sem pisal literature, je bila neka serija, se mi zdi, tako prispevkov, ki sem jih hotel potem objaviti v knjigi Grobnica za Borisa Dežuloviča. Sem pisal eno serijo člankov o reševanju vojaka Dežuloviča. Tisto je, mislim, to je bilo pač neka, kako rekel, sodi v najboljšo tradicijo svetovne literature, Jaroslava Haška in Švejka, za ta pogled na svet. Zdaj pa, literat pač piše in ne rabi sveta, rabi svoje intimno življenje, rabi fantazijo. Se to jaz čisto razumem, mi govorimo o tehnikah, Ervin, ki jih pa ti definitivno uporabljaš. Če pogledamo tvoje like tlele, to so zelo polnokrvne osebe tvoje protagonisti, to niso ne... Jaz mislim, da je bistveno, kako nastane. No, povej. Ja, veš kaj, da kakšen dan je, danes je pomemben dan. Danes je 40. obletnica iranske revolucije. Na današnji dan pred 40 leti je imam Homeini, veliki ajatola, prestal v Teheranu in vrgel Šaha Reza Pahlavi od oblasti. Če kdo to praznuje, če je Bog veliko pati do njega. Ampak, jaz sem leta 2009, sem imeli v Iranu volitve. To se mi zdi legitimno to povedati, kako nastane. Povem, in tako bi to vprašala, če ne bi sam načel. In v Iranu so imeli volitve in je
se je nekako vedlo, da bo problem. Ker je Ahmadinejad očitno delal na tem, da bo golfal rezultate. In sem govoril enim prijateljem v Teheranu, ki sem rekel, Said, kaj je zdaj to? In je rekel, pridi. Sploh nič ni hotel govoriti po telefonu, rekel, pridi. Sem rekel, okej. Zdaj, iti v Teheran poročati o volitvah je težava. Zato, ker ko prideš na letališče, tam, tako kot se daš, so pametni Iranci, kad ti rečeš, da si učitelj, da začnejo smejati, pač da si šel za Google. In če si novinar, pet na Ministrstvo za informiranje, potem na hotelu boš registriral, se ti bomo dali vodiča, vodo okrog. In ne moraš nič več narediti. Lahko narediš to najbolj običajno poročanje nekom, ki ti kontrolira, s kom govoriš in tako naprej. In sem se potem odločil, da jaz sem se rekel, da to bo velika zgodba, dajmo jo kot veliko napisati. In sem šel z avionom v Istanbul in sem potem kupil karto za Trans-Asia Expressi. To je vlak, ki je vozil iz Istanbula v Teheran, z Hajdarpaše, te stare še nemške železniške postaje na azijski strani, ki je zdaj muzej, ker so naredili hiter vlak do Ankare in uničili vse fantazije orientalizma, kar jih je bilo. Ampak smo Turki za svoje vrste narod. In potem sem šel na vlak in se 3 dni vozil v Teheran. To pa zato, ker vlak pride čez mejo tam med Dolgovejazetom in Tabrizom in tam seveda ti ne bojo rekli, da pejt na ministrstvo. Tam bojo se čudili, kaj vraga dela nek tip na vlaku za Teheran. In se vozil 3 dni in hkrati nekako lovil, kaj se dogaja v Teheranu. Medtem, ko sem se vozil, sem se pogovarjal z Iranci, ki so potovali. Mislim, to so bili fantastični karakteri, so bili na vlaku. A veš, ko te zajame sreča, da ima tvoje delo zres smisel. Bila je ena frizerka iz Tabriza, ki je bila politično zares angažirana, ki je svoboda izražanja pomenila veliko. Od tega, da je bila pripomba na to, kako jaz svojo frizuro in brado nosim po svetu, do tega, da je razumela svojo državo, svojo družbo in svojo oblast. Bil je nek Kaškaj, ki ni avto, ampak je to nek narod gorski, ki je bil filmar in je šel z Beneškega filmskega festivala nazaj domov. Bil je nek Mohamed, on je bil Afganistanc. Bil je, še tako roke krvave dotika, ker se je najprej bil z Wardakom, potem je šel Hadži Abdul Kadirju, tem najbolj krvavim warlordom in tam se pogovarjal z njim in mi je razlagal, kako je ubijal ljudi in kako je potem ugotovil, da to ne gre. In je šel v Anglijo, da bi dobil politični azil, je bil 5 let v Licu in je ves čas padal dež in so ga potem izgnali in je šel nazaj domov z vlakom, ni imel nič denarja, ko smo se zbližali, zato sem jaz z njim hrano delil. Ker koliko jaz seveda kot previden človek nisem šel brez torbe, s hrano na vlaku. In je, skratka, to je bila ena serija ljudi, ki so mi razlagali Iran in to pač, eni so pač pazi, govoril sem s tistimi, ki so govorili krščanski jezik, jaz farsija ne znam. Ampak to, kar je, ko sem prišel v Teheran, seveda, že ko smo šli čez mejo v Tabrizu, je bilo jasno, da se nekaj čudnega dogaja. Ko sem prišel v Teheran in sem stopil z vlaka, rekel, prvo, kar sem videl, je policijski avtomobil, ki je gorel. Potem sem rekel, alhamdulillah, kako bi rekel, to jaz znam napisati. In čez 2 dni je bilo 3 milijone ljudi na ulicah in pazi. In potem se ti zgodi ta lepota, da ti, jaz sem nekako vnaprej videl zgodbo, tako vedel sem, da na vlaku se mi bojo pač dogajale stvari, pa da moram samo biti pridem pa to
v MacBooka tipkati, ne. Pol po tehranu, pol se je pa mesto začelo obnašati po dramaturgiji, ki je ustrezala tekstu, ne. Mislim, prav zares, veš, tako imel si hodil po ulicah in si imel te neverjetne prizore, neki 1000 ljudi, ki pride na ulico in kriči, veš, dol z oblastjo, ne. Po pride 100 policajev, oziroma teh basiđev, po 2 na motorju, en vozi, en ima bejzbol palco, pa hodijo po cesti pa mlatijo ljudi, ne. Veš, pol imaš te prizore, ko nek tip nekoga terorizira, policist, pride neka gospa stara s torbico, ne, ki tako zamahne s torbico in ga podre, ne. In potem, veš, se stopnjuje napetost, ne. Veš, vedno večje ljudi, policija je vedno bolj negotova, ne. Tudi, koliko si sam osebno, rekel, v tem čudnem položaju, ko se mu reče strah in groza, ne, veš, gledal, kaj se lahko meni zgodi, ne, šel sem poslušati hčerko od Rafsanjanija na univerzo, ne, in ti bilo 5000 policajev, nekako tako, te zagrabi, ne, in moraš svoj lasten strah, moraš jim komponirati v... Ampak ti veš, če zbeležiš te stvari, ti si zelo natančen pri tem, ali kako? Ali si koga kapote, ki si vse baje zapomnil? Ne, pazi, jaz sam sebi ne zaupam. Jaz večino tega, kar je napisano, snemam. Jaz hočem, ne zaupam svojemu spominu. Ne, recimo, pa da pišem, snema karkoli. Ampak ljudem se predstaviš kot novinar? Vedno. Aha. Če ne, nima smisla. Pa jih ne prestrašite s snemanjem? Ma ja, ne, ampak veš kaj, jaz gledam ne nevarno, pa ne preveč pametno, ne, to pomaga. Mislim, da zgledam, ljudje se ponovali ne počutijo ogroženo. In tako da ni veliko težav. Tam, kjer so, pač nekaj, še češ okej, pa ne. Ampak to, kar se v teh, sem to, da ti povem, kako... Izvoli. Kaj se pol zgodi, ne? Kje nastane literatura. In pol se znajdeš med 3 milijoni ljudi, ki hodijo po tej Azadi aveniji, ne? In pred sabo imajo 15 000 policajev. Veš, v šlemih, s vsem, kar lahko ena teokratska diktatura postavi na ulico, ki blokirajo avenijo, zelo široka avenija, Teheran je mesto velikih ulic. Ne? In zdaj pač tako, jaz bil tam, če si med 3 milijone ljudi, to je nekaj, kar jaz ne znam misliti, ne? Ampak je zelo veliko ljudi. Ne? 15 000 policajev, pa mislim, da tudi nisem še nikoli prej v življenju videl na kupu. In tako ljudje grejo in pol pričakuješ, da seveda bo policija zaustavila. Ne? Pol so šli mimo sedeža basiđev, tam so ustrelili eno punco, nek snajper, ne? Tako za opozorilno, šicneš v množico, zato, da bi si ljudje premislili, so jo položili na tla, pokrili in še naprej. In potem, veš, tisto, ki se vprašaš, ali bom jaz znal to napisati. Ko grejo ljudje, policija tle stoji, ljudje se ne ustavljajo, pol nastaje ta trenutek, ko veš, zdaj bo začel padati solzivec, bati, nekaj, lahko se zgodi karkoli, Tiananmen, pa se policija umakne. Veš, policaji se ustrašijo množice, ne? In grejo nazaj. In potem imaš to, rabiš zelo malo veščine, da daš ta prav ritem tekstu, ne? A veš, zato, ker... Tok tega dogajanja, ki ima že samo po sebi to dramaturgijo, tako kot si rekel, ne? Ampak jaz ne vem, se ne bi strenjal s tem, da ne rabiš veščine, oziroma zelo malo veščine. Ja, bolj, ko si skromen, pa zreješ, več se ti dogaja, bolj skromen moraš biti, ne? A veš, ti, ko bi rekel, jaz kvaliteto novinarskih tekstov ocenjujem po pridevnikih. Večjih pridevnikov, bolj je tekst za nič. Za nič. A veš, če moraš pravi grozljivo, pretrezljivo. Se to velja tudi za literaturo, veš, da presežek pridevnikov nikoli ni dober znak dobre literature. Ja, ampak ne vem, če sem ti
tako prenesel to svoje veselje nad tem, Si. da što, hkrati moraš seveda iti nekaj zgodbo poiskati, Se to praviš tudi tle, ne? ampak koliko jo najdeš, pa greš z njo in je bistveno boljše od tega, kar si ti planiral, da je bolj. Takole si rekel tlele v Poti na Orient, če greš okoli in iščeš zgodbe, te zgodbe najdejo. Hodiš skozi privatne mitologije in ohranjaš čutenje. Nič od tega, na kar naletiš, ti ne pripada drugače kot zgodba, ki jo je treba povedati. Ja. Mislim, če živiš od pisanja, je to je svet. Jaz živim od pisanja in zato pripovedujem zgodbe. Jaz tega ne razumem, da je to nekaj zelo posebnega. To dela zelo veliko ljudi. Moj kolega Uroš Škerl na Dnevniku je genij v tem pogledu, kako zna. Kako se zelo posebno, ne? To zna veliko novinarjev napraviti. Mislim, da ne iščejo teh tako zelo dramatičnih zgodb, ki mene fascinirajo. Ampak, če pogledaš to, kar Škerl piše, zna z nekih birokratskih drobnarij od policije na meji, narediti tekst, ki je brezhibno, ki te ponese v situacijo, ki ti prenese usode ljudi, s katerimi je govoril, v par stavkih, z zelo skromnimi sredstvi in brez vsakršne nadutosti, kar je, češ, ne razlagati, zdaj sem pa jaz razumel svet, pa ti bom to prenesel. Ja, vse so še imena, seveda. Matija Grah je to znal narediti, dokler je pisal. Da bi smo Janeza Kajzerja tudi omenjala, ki je nekako tudi deloval v tej domeni. Potem mogoče bi tudi Agata Tomažič lahko dal v ta kontekst. Agata je skrajno zanimiva. Prosim, Agata je skrajno zanimiva. Ja, Agata je zanimiva, ja. Vidim še zna priti na kraje, na katere drugi ne znajo priti. Ampak to meni se zdi Nataša Kramberger v teh svojih kako se tem, primerljivi hektari se meni zdi najbolj fenomenalna knjiga, ki je bila napisana v slovenščini po hiši Marjevo Močnice ali po nečem takem. Veš, kaj sem se bral Krambergerco, pa mi je bilo všeč to, kar piše, in potem sem enkrat srečal, pa mi je bilo sploh všeč to, kar piše, kaj je tak prijeten človek. Potem sem pa nekje zaznal, da je prevzela kmetijo svoje mame. In sem se vprašal, zakaj je tam neko suhljato bitje, ki piše literatura in ima več te rokce, ki veš, da niso za kaj drugega pisati knjige. Zakaj prevzame kmetijo svoje mame in potem tam kmetuje. In nastane knjiga iz tega. In pa to pa razumem, ko greš, pa veš, 2 leti tam nekaj koplješ po zemlji, brez smisla, zato ker če greš v Hoferja, dobiš iskala zbolj poceni, brez malega, ampak to narediš zato, da pol knjigo napišeš. To razumem. To je popolnoma logično. Kaj boš potem počel s kmetijo svoje mame, ne vem, ampak če greš to narediti zato, da knjigo napišeš, se mi zdi to je nelegitimno. Da, popolnoma. Če pa ne napišeš knjige, pa te ne razumem. Ja, nisi še razvil očitno te dimenzije zemljske kopanja po zemlji v sebi. Ampak vse je v redu, da ostajaš pri besedah, Ervin. Da me pa še nekaj zanima. Ti tukaj recimo si ves čas navzoča, v tej knjigi, si tudi ti del zgodbe. Pa me zanima, koliko sebe si ti dovoliš dati noter? Mislim, kakšna je ta tvoj jaz v zgodbi? Kje je recimo meja po tvojem mnenju v novinarstvu med neko dopustno subjektivnostjo pa nedopustno subjektivnostjo, da je to že večkrat preveč, da novinar preveč sebe da noter, ali ni nikjer te meje? Veš, kako je to zdaj, ne vem, če si lahko to prvoščen zdaj v teh časih, kad je takoj seksizma obtožnjo, ampak jaz to razumem tako, kot se ženske oblačijo. A veš, da pač pri pisanju moraš nekako uskladiti, a veš to, da če imaš težke čevlje, pol moraš biti že res genij, da neko lahkotno zviljeno majčko daš gor, pa spodaj neko krilo z razševine ali karkoli, pa nek smešen klobuček. V glavnem moraš paziti, da je barvno usklajeno,
da je ritem dober, da ustreza času in njegovim zahtevam in navadam, ne, da je tle nek stil, da je tako. Pogledaš in rečeš, lepo oblečena ženska, ne? Če mi je dovoljen ta moški pogled na svet. Pol imaš imaš majčke in krila in šolne in nogovice in vse ostalo. Potem imaš pa, tu pa tam zagledaš ta naramnico od modrčka. Ali pa neko čipko tam, ne? In zdaj pazi, to je zelo delikaten proces, ne? Ker namreč tako, če ujameš pravo mero, ne, je to neskončno privlačno. Ne, meja med kožo in telesom, da zmerno pretegne pogled. Takoj, ko greš čez mero, si pa vulgaren. Ne? In to isto je s človekom, ki sebe rine v tekste. Ne? Zdaj, pisanje še tako dolgočasnega političnega teksta je vedno intimno. To pišeš s telesom, ne pišeš s čistim umom. Ne, to roke pišejo, sediš na riti, nekje za neko mizo, ne, se potiš, ne, boli križ, karkoli. Ne. Zato je zelo telesno počutje. Ne. In si tam, si v tekstu. Ne. In je lepo, da daš bralcu vedeti, ne, da si ga spustil tudi v svoj svet. Zato opisuješ, ne, svet okrog sebe, ampak tako mu pustiš, da pogleda v tvoje čustvovanje, v to, če se ne razumeš. Ne? Veš, mislim, da ne ponujaš samo svoje izjemno pronicljive sodbe v svetu, ne? Ampak tudi svoje neumnost. To je dovoljeno, to je vredno. Jaz mislim, da pač s človeškostjo ni nič narobe. Ne? Zdaj, ta pot na Orient je produkt zelo neverjetne. Povej malo zdaj o knjigi, pa bi potem mogoče še prebrala nekaj, za okus. Ja. Jaz sem 5 let delal Jugoslovanske vojne. To je bilo, so mi 2 prijatelja ubili. Ne samo Milota Štandekerja, ampak tudi Alojzija Krivograda, Futija, fotografa. Par bosanskih prijateljev je bilo v težavah. So bosanski prijatelji postali vojaki, so neki Srbi, ki sem jih poznal, postali vojni zločinci. Kaj je bilo, ob tem, da sem jaz pisal o tem, z istimi tehnikami, ki sem jih prej opisal. Sem pisal reportaže, in tam je mrzkater tekst je tak, da bi pač ti z veseljem rekla, to je dober primer literarnega novinarstva. Sem se učil pri Marti Gerhard, pa tak, kako se temu poslu streže. Sem bil v Sarajevu in se spomnil obleganja Barcelone pri Marti Gerhard in sem vedel, na kaj je treba paziti. A res? Prav? Ja. V glavi si je, kaj je tako povedal. In pač, moraš vedeti, da se stojiš na ravnenih velikanov, pa ne vidiš nikamor. In sam si zelo malo razmisliš. In potem, in to je bilo tako, gledati razpad nekega sveta, ki si ga razumel kot svojega, kar težko. Srebrenica ni majhna stvar. No, in potem sem šel, Mitjano šel, ker sem ime poslal v Kairo. Ali si bil ti še v Ameriki, takrat se ne vem, da si že bil. Bila njegova ideja. In sem rekel, veš, to je to. Gremo v nek drug svet. In sem se znajdel, da je že z Nove Gorice doma. Nova Gorica, to je skrb stara Gorica, ima nekih 30,000 prebivalcev. Ljubljana tudi ni neka silna metropola, če biti iskren. In sem se naenkrat znajdel, da živim v mestu, okrog mene pa je ni jasno, 10, 15, 20 milijonov ljudi, prihajalo, ko ne veš. In skratka, brez znanja jezika,
Ne? Kar sem vedel v Egiptu in Bližnjem vzhodu je bilo to, kar sem čital od Freje Stark knjige, v glavnem britanska kolonialna literatura. Ne? To, kar česar se je pol delal norca Edward Said, čisti rasizem, orientalizem, mislim, traparije, fantazije o arabskem svetu, ki zdaj cirkulirajo, tukaj je prav še zmerno kot dejstvo, ne, in so v bistvu piramida neumnosti, ne. In jaz sem imel izjemno srečo. In celo je tam zraven Tahririja, ker potem postal slaven, takrat je bil to nek zaprašen, popolnoma nezanimiv z avtomobili, zatrpan trg ob Nilu, je bila knjigarja, ki se je klicala L'Orientalist. In jaz sem tam kupil rabljeno knjigo Edwarda Saida Orientalizem. In se mi je zdelo, veš, to bo pa zdaj, ko bo razložilo ta svet. Ne? In sem odkril, da Edward Said brutalno, veš, uniči moj pogled na Bližnji vzhod. Ne? Skratka, to, kar sem jaz mislil, da je Bližnji vzhod, tam razloži, a veš, kot rezultat analfabetizma, tega, da nič ne veš. Ne? In on sicer ni pisal o meni, pisal je o drugih, ampak jaz sem se tam najdel, sem rekel, aha, to je to. Ne? In sem potem zelo nekaj let na Bližnjem vzhodu živel v intimni polemiki s Saidom. In potem sem ga enkrat srečal v Ramali, ja, in sem ga seveda zaprosil za intervju, tudi pogledal meni. To je bil ošaban profesor z Kolumbije. Ošaban je bil? Aroganten, kak pes, mislim, neverjetno. Veš, kaj imaš te romantične podobe o palestincih kot žrtvah, ne, veš, ne. Ja, to sem jaz vedno videla. Said, kaki Said je bil gospodar sveta, mislim. In nedvomno ni bil žrtv, ne, mislim, okrog sebe trosil pes, ne. Mislim, je pa bil... Ni privolil v intervju. Ma kaki, zdaj ti pravim, mislim, pozdravil. Sem se tam Professor Said, I'm a journalist from Slovenia, could you spare 5 minutes? Katere džungle si prišel ti? Pazi, bil gospod, ki je hodil kot krojača v krojeni obleki in z kravato. Potem sicer šel v Libanon in je vrgel kamen na Izrael, zelo slavna slika. Neče kamen, ampak je bil, to je bil prijatelj Jasera Arafata, pri tem, da je imel slabo mnenje o Arafatu. Tudi njega raztrančiral. Mislim, da Said ni bil dobro mnenje o nekomu. No, ampak v glavnem je to, jaz sem potem skozi te oči, a veš, da sem se vedel, okej, tle si v položaju popolnega bebca, kaj se da iz tega narediti? To, rekel, ne razumeš li tega sveta, kaj lahko iz tega naredimo. In sem potem začel pisati zgodbe o tem, a veš, živel sem na otoku sred Nila, za Maleku, in sem začel opisovati to življenje, koga sem srečal, kaj je kdo, kakšne so pravzaprav navadi in pol seveda, pazi, novinar, relativno hitro prideš v političen svet, sem si bil par tednov v Kairu, sem pisal za Al-Ahram, tam se srečal Hanja Šokralo, ki je bil urednik angleške edicije, so bila vzajemno fascinirana z drugim in potem rekel, da kaj napišeš. Takrat je bila Bosna nekaj, kar je zelo zanimalo Arabce. Tako da sem spoznaval ta svet z mnogih zornih kotov, ampak, veš, to vedno si rekel tako, ok, to mora biti lepo napisano, ampak moraš vedeti, da izhajaš iz tega, da res ne veš. In sem bil potem radoveden. Tako, zares, ko rekel, knjiga je nastala iz radovednosti. Tudi veliko v hrani pišeš, tudi začneš, a ne? Pazi, zato, ker je knjigo sem napisal zaradi Klaudije Roden. Klaudija Roden je, a veš, ko sem videl ta stavek, tako rojena sem bila
na otoku sredi Nila leta 1936. Ne? Judinja iz Kaira. Ti si njeno knjigo najprej dobil, če se ne motim, ali kako? On je napisala najbolj slavno knjigo Bližnje vzhodne kuhinje. Ja. In, si jo v Jeruzalemu najprej. Ja. In, ko bi rekel, najboljšo knjigo arabske kuhinje, skratka, vsega Boga. V njej, veš kaj, jaz poleg stripov berem tudi kuharske knjige. In je napisala, da so v Trstu, ki je pisala neko knjigo o italijanski kuhinji, da so v Trstu Judje pekli potico. Ona je pa poznala potico, zato ker je njena varuška Marija Koron v Kairu v 30 letih pekla potico za Božič. Ne? In se jaz rekel, veš, tako Judinja iz Kaira, ki je živela na istem otoku, kot jaz, ne? Ki je imela Slovenko za Dojiljo, ne? Ja, in varuško, ne? Ki je bila njena mama v resnici, to je bila precej bogata familija, ki se z otroki ne ukvarjala. Ne? Sem rekel, to ne sme ostati pozabljeno, ne? In potem sem jo srečal in intervjuval in Barbara Skubic je tle bila ključna. Zato, da sem do nje zares prišel, ki je prišla skozi te Aleksandrinke. Svetka zapletena zgodba. Ampak v glavnem to je, to sem rekel, ker ona je namreč rekla nekaj, kar je bilo zame tako odkritje. Ne? Rekla je, da so recepti zgodbe. Ne? Ona je napisala knjigo o judovski kuhinji, zato, ker so se ljudje, ki so živeli v Kairu, v Bagdadu, v Basri, veš, po celem Bližnjem vzhodu, so se po letu 1948 raztepli po celem svetu, šli v Izrael, ne, ta njihova interpretacija arabske kuhinje, ki je ista figa. Ne, veš, kairska, judovska kuhinja pa arabska kuhinja, mislim, že se ne razlikuje, ampak ljudje so imeli pač svoje imena, zato pa svojo tradicijo. Ne. In je rekla, veš, da ta recept, ne, je pa od tete, ki je bila iz judovske familije iz Istanbula, ne, pa so se preselili v Bagdad, ne, in so iz Istanbula prinesli recept v Bagdad in potem v London, kjer je bila judovska diaspora in so ljudje poskušali rekonstruirati svoje življenje iz Kaira sred Londona in so iskali recepte, veš, kako je Šiš Daud naredila una teta od tam, ne? In je skozi recepte je pripoved o usodi judovskega naroda na Bližnjem vzhodu, je nekaj prelepega, ne? Zdaj, tle ne rabiš kaj dosti, zato da se samo napisati moraš, ne? In je stvar živa in se pravilno umesti in bolj sem jaz potegnil noter čevapčiče kot svoje intimno izkustvo. Si izvora, ne? Ja, se šel pogledati, skratka, je nastala knjiga, ki je meni še danes mi všeč. To se mi zdi. A bi me mogoče kaj prebral? Ma ne znam jaz zdaj čititi. Jaz te bo vidim, veš. Prav, prebrala bom odlomek, se bom potrudila, iz poglavja Orientalizem, imaš kratka taka poglavca, ne? Naslovčke. Orientalizem, tako da boste malo, se verjetno ste vsaj nekateri prebrali to knjigo, ampak vse en za okus. To je orientalizem. Naj te ne zavedajo črne rute, čadori in državna ikonografija na plakatih. To je ali politična represija ali propaganda, je rekel sogovornik, ki bo tako kot drugi ostal brez imena, da ne zaidejo težave. V vsakdanjem življenju je Iran moderna država. Ljudje čez dan skrbijo za preživetje, zvečer pa gledajo ameriške filme. Razložil sem mu svojo zadrego. 8000 km sem naredil z avtomobilom od Nove Gorice do Afganistana, da bi našel tisti skrivnostni orient, o katerem sem čital debele knjige. Na koncu poti, ki je šla čez Carigrad, mimo gore Ararat, čez puščave in mesta, ob svilni poti, sem na koncu prišel v najbolj sveto mesto, najbolj skrivnostne muslimanske sekte. Če je kje tisti orient, pri katerem se navdihujejo evropske fantazije o njem,
bi to moralo biti na grobu imama, ki je od Indonezije do Libanona vsaj toliko popularen kot Jezus Kristus na zahodu. Na prvi pogled je ikonografija ustrezala. Njegovo svetišče je ob sončnem zahodu res gledalo kot pravljica iz 1001 noči. Le da so za vitraži knjižnice študirali svete spise na prenosnih računalnikih z brezžičnim internetom. V hotelu so na recepciji posojali čadorje in govorili še petajoče, brezžični internet pa je delal tudi tam. V baru pa so razlikovali kapučino od ekspresa s solzo mleka. Bilo je še huje. Po tavanju med prodajalnami hamburgerjev, italijanskih čevljev, turških majic in trgovinami z elektroniko sem pri nakupovalnem centru Janat našel pristen orientalski kraj. Čajnica Hezardestan je v kleti tik za supermarketom. Skoraj neopazen izvesek kaže na kraj, ki hoče biti zelo star. Velika soba je prekrita z zguljenimi preprogami. Na izrezljanih mizicah strogi fantje v tradicionalnih oblačilih in v skoraj prozornih porcelanastih skodelicah strežejo dišeč čaj in piškote z rozinami na srebrnih krožnikih z arabeskami. Iz zaročno potiskanih isfahanskih zaves je prihajala starodavna perzijska glasba. Ob steni so bile postavljene vodne pipe. Iz kuhinje je dišalo po pravem ognju, cimetu, žafranu in kardamonu. Končno. Čajnica Hezardestan je bila popolna podoba vzhodnjaške očarljivosti. To je tisti kraj, kamor pod večer pridejo skrivnostni orientalci, pijejo čaj, kadijo vodne pipe in se globoko pogovarjajo o orientalskih rečeh ali o njih molčijo. Le da ob 8 zvečer v čajnici ni bilo žive duše. Natakar je prinesel čaj in piškote in se tiho umaknil za zaveso. Prinesel je drug srebrn čajnik s čajem. Vse mize so bile še vedno prazne. Čez poldrugo uro je v čajnico prišel par. On v temnih hlačah in rjavi srajci, ona v črnem čadorju. Govorila sta arabsko, očitno romarja, ki sta v prostor zašla po naključju. Lastnik, ki je brezhibno govoril angleško, je začudeno pogledal v vprašanju, zakaj v njegovi čajnici ni gostov. Zato, ker v mestu ni zahodnih turistov. Pregnali so jih grožnje z bombardiranjem Irana in oživitev vojne v Afganistanu. Kaj pa domačini, zakaj pa njih ni? Zato, ker sem lokal naredil za turiste. Oni imajo te reči radi, domačini hodijo drugam. In tako naprej. Ja, to je... Zelo lepo rišaš se mi zdi atmosfero, tako da takoj nekako pademo v dogajanje. Ja, da bo še bolj komično. Rečeno, to je zdaj tako pač napišeš zadevo, da pravca potegneš noter in potem mu poveš na koncu, da ja, vse sanje o Orientu so žal sanje tudi v Mašadu, a veš, kjer na avtobusni postaji piše Kabul. Mislim, to je tudi v Afganistanu, ni Orienta, žal, so pa naše fantazije. Ampak je še lepše, a veš, še lepše je to. Namreč, če greš ti v Istanbul, zdaj, greš na Sultanahmet, to je že ta starodavno-zgodovinski islamski del mesta. Tam boš imel Turke, točno v teh oblačilih iz Ptujskega gradu, Turkerija, v nekih hlamudračah, v nekih izvezenih jopičih in tako naprej, ki ti bojo potegnili v čajnico ali pa v gostilnico, pa rekli, tle se usedi na tla, na nek polštar neodoben, da te pol boli tako hrbet. Ne moreš na nekih nizkih mizicah ti pol prinešajo pač vse hrancljano in ti nosijo čaj in turško kavo, ne? In kaj se ti tam zgodi? Zakaj? Zato, ker oni vejo, da si prišel tja doživeti Orient. Med delovnim časom ti ponudijo tvojo fantazijo. Potem pa končajo, se oblečejo navadno, grejo v Uškodar, na drugo stran, ki ima socialistično to občinsko vlado že desetletja, in grejo v Starbucks na kavo, vsak normalen človek. Ampak, v Istanbulu gre v Starbucks samo moja hčerka Julijana, ki ima to rada, pa je tudi po pravici povedano. Ampak drugač pa hočeš to izkusiti. Mene pri tej knjigi me to fasciniralo, kako sanjamo eni druge, kako se ne najdemo in potem, ko pride par nesrečnih ljudi čez mejo, vsa ta fantazija, veš, naenkrat poleti, vse te predsodki o teh orientalcih, ki so
razcapani reveži, ampak v resnici neskončno bogati, poleti imajo vsi mobilne telefone. Ne? So glupi kanočke, ni nič jasno, ampak hkrati so zviti, ne? In pretkani in te bojo na vsakem koraku prevarali. Ne? So prijazni in vljudni, ampak v resnici so pa agresivni. Skratka, vse te fantazije o Turkih, vse to naenkrat v zgodovini časopisih bereš take traparije, ne, da ti grejo lasje po konci. Zdaj, ampak v tem svetu, rečeno, v tem svetu je lahko pisati. Ne, je lahko pisati. Ja, in veš, to, kar se zgodi, ne, novinarjem, ko to počnemo, ne, pa to se zgodi tudi fotografom, ne, to je, da začneš z nekimi dramatičnimi zgodbami, kaj v neki vojni, ne, meni se to preteklo, da v vojni, si imel dramo vsake 5 minut. Ne. Ni bilo treba iskati situacij, kjer lahko uporabljaš kratke stavke, kratke dialoge, kjer ljudje, ki se borijo za preživetje, seveda zelo jasno mislijo svojo situacijo, ti v par stavkih povejo, ne, ti dajo, ko reku, ti dajo inštrumente, da razložiš zadevo tako. Ne. Med tem seveda, ko reku, bim se vozijo tanki, ne, tam nekdo umre od snajperja, ne, tam je pogreb, skratka je, ni, skratka, greš skozi to in ti ni treba misliti. Tudi če greš čez Orient, ne, je zelo fotogenično okolje za pisce. Da ne rabiš kaj dosti, opisuješ te čudne ljudi z brisačami na glavi, ob nebotičkih, brez sami paradoksi. Ampak na koncu si se, mislim, ko si odšel, si se počutil vendarle malo bolj domače potem? Se pravi, da si spoznal potem vendarle Orient? Kaj je domovina? Domovina, Ampak, če pazi, greš v Evropo, ne? Evropa pa Bog me ni fotogenična. Jaz pa skale, so se leta hodila okrog po vzhodni Evropi, kjer sem jaz prišel na to idejo, da tega je konc. Ne? Sem zavohal. Ne? In so potem hodila po Mačarskem, na te manifestacije Jobbika. Ne? In vse mogoče kraje. To je izziv za literarni žurnalizem. Pejt na Poljsko, ne? Pa, kako bi rekel, nekje tam v Glivicah, ne? Tam napišeš storijo. Jaz, ko rekel, sem goljuf, pa sem šel v Kaliningrad, kjer je enostavno, je enklava Ruska, sredi Evropske unije, v Balci, ko je tudi zdaj pišel, v Balci, ko je baltska flota, so ruske korvete, stopove gor. To je enostavno, ampak če to greš čez mejo na Poljsko in kako boš to sivino, a veš, ta zmrznjen sneg po tleh, ljudi v nekih plaščih, ko hodijo okrog, da ne imamo umrla tle. No, pogledaj, se si že napletel zgodbo. Je težko, ne? Ampak jaz, veš, kako si jaz pomagam? Na najlepših reči, ki sem jih napisal v Evropi. V Evropi ali o Evropi? Ne, v Evropi. Je zgodba o Slavcu. Slavc je volk, ki ga je nek biolog z biološke fakultete mu je dal ovratnik okrog vratu, zato ker sledi gibanju volčjih krdel po Sloveniji. Slavc je bil slavnjaka, in njegov, tako so ga, je bil še čez majhen, so ga uspavali, so mu dali ovratnik z radijskim oddajnikom in potem so sledili, a veš, kaj se zgodi. Zdaj, volkovi imajo zelo kontrolirajo svoje število. Oni imajo teritorij, na katerem krdelo živi. Je hierarhično strukturirano in je omejeno število. Zato, ker naslednji del sveta pripada nekemu drugemu krdelu in to se ne sme srečati, ker potem so težave. Zato najmlajši volk mora iti od hiše. In Slavkota je to doletelo. Najprej se je tako lepo po Slavniku ugibal okrog, malo na Hrvaškem, malo v Sloveniji, potem pa naenkrat šel na pot. In tudi tam je ta biolog prav.
in je šel najprej tle do Šenčurja. Pa Šenčurju eno lisico ujel. Ne? Pri tem ni čisto jasno, če se že. Potem je šel gor v Avstrijo, na Tirolsko, v Verono, nad Verono, gor je en nacionalni park, kjer je najdel družico. Ne? In seveda, ki se lahko kliče samo Julija. Ne? In sem jaz rekel, šit, to hočem jaz napisati, ne? Ampak kako? In potem sem rekel Tomažu Skaletu, s katerim sva bila in v Iranu, in drugod po svetu, sem rekel, da ti mi moramo to narediti. In Tomaž je realist, mislim, on je tak fotograf, ki slika to, kar je. Ne ukvarja se preveč z umetniško interpretacijo sveta. Meni je zelo všeč, ker je ni posebej cenjen, ne, fotografi nekaj gledajo nanj, tako ampak on je fantastičen, zato ker se jaz tako varnega počutim, nekaj vem, da bo posnel točno tisto, kar smo videli, ne, in je priča tega, da se nismo zmislili sveta. In je tako je rekel, ja, okej, kako bomo to naredili? Sem rekel, tako pa smo naredili vse ostalo, gremo za njim. Ne? In najprej sem govoril z nekimi biologi, z nekimi okoljevarstveniki, ki se ukvarjajo s pticami, selivkami, pa zgodba se mi je pa zdela zanimiva, zato ker je to migracija slovenskega volka v Italijo, in to je bilo ravno v času te migrantske krize. Ne? Sem rekel, okej, pa če sem migracija sojim, ne, bom pisal o migracijah živali, ne, sploh nekimi okoljevarstveniki, ki so dali te iste radijske oddajnike na vratove nekih štorkelj, ki hodijo iz Tanzanije, ne, tam iz Tanganike, vor v Prekmurje, potem tle delijo gnezda, pa imajo mladiče, pa grejo nazaj v Afriko, in sledijo njihovo premikanju, in meni se mi je zdelo to, je treba te migrante nekako počlovečiti, ne, ti so migracije samo. Zdaj pa raje živali, kot da radice, ne. In potem Tomaž je rekel, ja, okej, kako ti misliš, da vmes sliku volka, ne. Sem rekel, da je tvoj problem. Zdaj najprej na Slavnik, on je tam doma, in sva šla z eno Hondo CRV, od Dnevnika, po nekih brezpotih, a veš, po Slavniku, in ono tam je pihalo, brez, in sem jaz tam sedel, in sem se poskušal uživeti v to, kaj je volk videl. In sem potem... Emotion journalism, da pa to. Absolutno. In sem pol pisal, kaj je Slavc videl tam, kar bil na Slavniku. In pol še ta biolog, ki sem zdaj pozabil ime, mislim, da je žal komplikovalec Heimer, to je nespodobno, ampak tako je imel natančen zemljevid, a veš, gibanja. In sva šla potem s Skaletom celo pot. Smo šla za njim gledati, kot je Slavc hodil, in smo prišla do direktorja onega nacionalnega parka nad Verono. Potem smo šla tudi v Verono, to da je lepa zgodba, smo šla tudi v Verono pogled to hiško od Primicove Julije. Ampak in do kmeta, ki je tam živel v strahu, da mu bo volk pojedel hčerko in je pa neko kravo bil, skratka. In to smo naredili, kako se temu reče, novinarsko raziskavo. Klasičen primer raziskovalnega novinarstva. Smo imeli vse, smo imeli intervjuje s strokovnjaki, intervjuje z direktorjem parka, s kmetom, ki je sebe videl kot žrtev migranta. Vse, in ves material je bil tam, in seveda volka nismo videli. In potem sem jaz rekel, Tomaž, jaz vem, kako on to napisal, bo fantastično, imam vse, kar rabim. In sem se usedel in sem napisal zgodbo o Slavkotu skozi njegove oči. To je točno s tem, kako je Julija najdel, ste si potem naredila družino tam. Je res, vse je preverljivo, nisem si nič zmislil, sam uživel sem se v njega. In Tomaž je pač slikal kontekst, veš,
In si je rekel, da če rabimo volka. Evo je rekel, a se nismo videli novenega volka. To ne bo imelo smisla, se ne najde ga. Ja, že nas spreten, kot je. Ampak nekaj enka. Ne, volka rabiš, ne. En smo rekli, ne bomo snemali z interneta. No way. Ne, vse bo foto Tomaš skrbel. In Tomaš je rekel, okej, boš dobil sliko volka. In prevzimam reportažo, res, tam imaš volka, isti slavc. In je rekel, kam si šel? Rekel, tam, kjer so volkovi. Kje so volkovi? Živalski vrt. On je rekel, tu obstaja tudi literarna fotografija. Neki licencije poetike. Točno. Aha. Pa jaz prav odgovarjam na to. Ja, ne, gled, ti kar govori. Super je. Ampak zdaj si dokazal vsem, kar si povedal, da si tipičen predstavnik, oprosti, ampak pač literarnega žurnalizma, tako je. Ne moreš se drugače označiti, tako da to pač si. Zdaj pa, to sem te še želela vprašati, greva zdaj nekaj stran od volkov, ampak res lepa zgodba, res. Jaz menim, da tudi najlepša zgodba. Tvojih, ena najlepših tvojih. Ne, najlepša. Prav. No, zdaj bi pa rada se večkrat dotaknila, še sem na uro, moram pogledati. Aha, ja. Amerike, če dovoliš, da greva še večkrat nazaj v ZDA, ker si mi enkrat tudi povedal nekaj zelo luštnega. Da si govoril o tem, da pač ti je bil urejen zelo tuj, oziroma da so bili tvoje predstave, tako kot so predstavili večino ljudi, malček napačni, v nekih pač mitologijah, obremenjeni ali pa obremenjeni z nekimi stereotipi, ki se potem izkažejo za pač napačne, ampak hkrati, ko si šel pa v ZDA, si imel pa občutek, ali pa si pričakoval, da boš imel občutek, da greš domov, potem nekako učinek oziroma občutek tam je pa popolnoma drugačen, si se pa tudi počutil nekako izgubljenega, mislim, ali pa nekako nisi razumel teh Američanov, tako nekako si mi povedal, zdaj vem, če si vmes imel mnenje in občutke. Jaz sem hotela prebrati to, kar si mi ti takrat zapisal, pa nema lahko, ne? A preberem? Preberi, če ni preveč... Vse veš, kaj je, prosim? Če ni preveč... Embarrassing? Ne, meni se je zdelo zanimivo za prebrati. Takole si mi povedal. Amerika ima včasih nenavadne učinke na nas, ker živimo z njimi v nesporazumu. Vso literaturo, ki sem jaz prebral, so napisali newyorški Judi, večina muzike, ki jo poslušam, pa pride od ameriških črncev. Tudi gledam skoraj samo ameriške filme. Ko sem se iz Kaira in Jeruzalema preselil v New York, sem bil prepričan, da se selim nazaj domov in da se mi ni treba pripraviti na še eno antropološko ekspedicijo. Potem sem bil presenečen. Ves čas sem se zapletal v nesporazume, ki so pripeljali do občutka poraza in melanholije kot njegove logične posledice. Sem se pa hitro navzel newyorške drže, da je treba okrog ves čas hoditi kot Cezar v triumfu, takoj po galskih vojnah. Ni mi bilo jasno, odkot ta občutek, da živim sredi družbe, ki jo tako dobro poznam in tako malo razumem. Potem sem enkrat potožil enemu švedskemu diplomatu, ki me je potolažil. Veste, mi je pokroviteljsko rekel, mi imamo občutek, da Ameriko razumemo, ker oni govorijo angleško in razumemo vse napisane v trgovinah. Mi tudi govorimo angleško in se počutimo blizu, to je nesporazum. Amerika je popolnoma nova civilizacija, ki z našim znanjem angleščine nima nobene zveze. Če hočete razumeti, kje ste, si predstavljajte, da govorijo kitajsko in da so vsi napisi v pismenkah. Potem sem se hitro počutil doma in sem bil zadovoljen, ker sem v tej deželi tujec. Nisem pričakoval, da me razumejo, ker jaz njih nisem razumel. V resnici so drug planet. Ta občutek je bil tako sijajen, da sem jokal, ko sem iz New Yorka odhajal v Ljubljano. Do tega mesta sem prav sentimentalno nostalgičen. Ja, govorila sva pa v New Yorku takrat. Ja, pa se to je, če znam kaj več od tega. Kaj je tukaj drugačnega zdaj na tej Ameriki? Ravno sem brala tvojo zadnjo kolumno v Objektivu Pogrešana, mislim, da je naslov, kjer govoriš tudi o Trumpovem State of the Union govoru, in tudi nekako zanimivo si ga označil, da kot človeka, ki ima dinamičen odnos do resnice oziroma resničnosti. To mi je zelo zanimiva definicija. Ampak povej zdaj, kaj je tako drugačnega na tej Ameriki in pa kje je Amerika danes? Rada bi večkrat tvojega mnenja o tem, kje se Amerika nahaja danes, mogoče tudi odnos do EU, kar tudi v bistvu nakažeš v kolumni.
tle je več težav. Ne? Mislim, ena je ta, mislim, dan se je to človeku težko reči. Meni je Amerika res všeč. In imam zelo rad Američane. Imam rad njihov način življenja, imam rad njihovo kulturo, imam rad načine komuniciranja. In v resnici imam rad tudi ameriško hrano, ker imam slab ugled v Evropi, popolnoma bo nepotrebno. To je zelo bogat svet, mislim, prelep v resnici. Zdaj, težava je v tem, da je to imperialna sila. In da si zmeram v nekem čudnem vašno, kamorkoli sem prišel, na mnogih krajih, sem srečal ameriške postojanke, ameriške vojake, ali pa pač neki ljudi, ki so evidentno tam gospodarili nad svetom. In imaš tako nekak ambivalenten odnos, ker seveda so Američani gospodari sveta, ne prezivni. Hkrati pa so atraktivni. Njihova zunanja politika je odiozna, ampak v Ameriki se počutiš fajn, si živiš v tem paradoksu nekak. In zdaj, tam nekoliko 340 milijonov ljudi, nekaj takega je 250, veliko. Amerika je tako kot Afrika. Ti misliš, da je Afrika država. Ne, Afrika je zelo veliko držav, zelo različni med sabo. In o nekaterih nekaj veš, nekje si bil, o drugih nimaš pojma niti, da obstajajo. In v Ameriki je isto. Amerika je, ampak še greš iz New Yorka v Los Angeles in se čudiš, da tam isti denar uporabljajo. Kad greš pa na jug Amerike, te čudi, da isti jezik govorijo, čeprav ne govorijo čez isti jezika. A veš, je velik Amerik. In kot dopisnik za časopis sem jaz seveda rekel, da sem to razumel. Skrekal tole. In sem dolg časa mislil, da sem. A veš, da sem skozi 11. september, recimo, pa potem... Recimo, ne, pa Bush, ne? Ja. Veš pa, kako rekel, da to je novinarska sreča. Jaz sem 10. septembra sem prišel iz New Yorka v Ljubljano na počitnice. Sem na televiziji gledal, sem pa všitno iti nazaj. To treba videti. Sem pa štopal nek avion, da sem prišel nazaj v New York, ko se je še kadilo. Ampak tako se je dalo razumeti, da veš, New York, ki ni maral ameriških zastav, bil naenkrat polhan ameriških zastav. Američani so patrioti, nekaj, kar je nam, Evropejcem, tuje. So zelo optimistična kultura, kar je tudi ne gre skrb, predvsem ne z vzhodnem evropskim idejem. No, ampak se mi je zdelo, veš, da postopoma, da razumem, da je to rasistična dežela, kjer je segregacija še vedno dejstvo, da sem jaz tam belec, nekaj sem imel eno prijateljco črno, vse drugo je bilo belo. Pa še to sem spoznal po naključju, nisem imel praktično nobenega stika z afriškimi Američani. Jug Amerike je bil popolna neka neznanka, ko sem se vozil čez Louisiano, Alabamo, te konce. Si imel občutek, da v Afriki stvari ne zgledajo tako slabo, tam, kjer slabo zgleda. Ampak se mi je zdelo, da sem kapiral, da to je dežela belcev in ostalih nekih manjšin. In potem so izvolili Obamo. Jaz sem takrat, ko sem rekel, to moram jaz zdaj napisati, da Obamo je izvolila Amerika, ki je jaz ne poznam. Me je presenetilo. To, da so izvolili Trumpa, no problem, to razumem popolnoma. Koga razumem sebe. Bel moški srednjih let. Kaj zdaj razumeti tle? Pevec pač. In je, mislim, kar je neverjetno, je, da ljudje, ki se ne ukvarjajo s politiko, vejo, da je Nancy Pelosi speaker
tega spodnjega doma parlamenta, ne? Predsednica spodnjega doma parlamenta. Ne? Pa moje ima težave se spomniti, kdo je predsednik slovenskega parlamenta. Ne? A veš, kdo je predsednik Slovenije, tako moraš pomisliti, ne? A kdo je predsednik Amerike, pa ne moreš zgrešiti, ne? Ampak če je bila prej Amerika še kar misteriozen objekt v svoji politični dimenziji, ne, pusti vsakdanje življenje, je zdaj zares predstavlja tak resen izziv. Ne. Zato, ker greš v Šanghaj, da se pogovarjajo, kaj je Trump na Twitterju rekel. Ne. Mislim, greš v Kairo in je isto. Mislim, kamorkoli greš, povsod dominira ta figura, ki je neverjetna. Pazi, to je bolj popularno od Marilyn Monroe. Marilyn Monroe nikoli ni bila tako popularna. Ja, ampak mislim, da ne gre samo za to. Veš, to je zagrablo politično fantazijo celega sveta. In verjani meni, tle imaš v Sloveniji politike, nekaj tudi študira, kako bi jaz iz sebe naredil Donalda Trumpa. Tle je sicer malo majhne, ampak to so zdaj sanje. Veš, imaš tle čez cesto, imaš Mateja Salvinija, ki imitira Donalda Trumpa v Italiji. Veš, pri tem, da Trump je nekaj hamburgerje, Salvini pa se ga jaz videl v Pragamanu. Veš, se roti, mu prinesijo friko, se roti z nožem in velcem. Mislim, jasno je, ve, kaj ima pred sabo, če ti da nekaj zvijest, ne boš to njim gledal. Skratka, so velike razlike med kulturami in političnimi kulturami, pa vendar to popolnoma dominira. Jaz sem bil junija v Moskvi, so mene vprašali, kaj misliš o Trumpu. Kaj me zdi? In jaz to tako razumem, da problem, kar se nas tiče, pa tudi moje identitete, ni Amerika. Problem je ta konfuzna ideja našega kontinenta. A veš, Američanom se še kar dobro sanja, kaj oni so, kakšne so njihove prioritete, kam grejo. Mi imamo s tem težave. Ti se, če da potegnem te nesrečne Poljake še enkrat, ti se sred Poljske vprašaš, a sem jaz tle doma. A veš, pa greš čez neko romunsko podeželje, pa je to Evropska unija in je del tvojega sveta. A veš, tako je Italija del tvojega sveta. Ampak imaš, jaz, ki se profesionalno ukvarjam s tem, da opisujem z tej ravno periferijo Evropskega imperija, imam težave. Kaj pomeni evropska identiteta ljudem, ki so od tega oddaljeni? To je zdaj zame profesionalno že dolgo časim s tem, ko vsako štorijo potegnem Evropsko unijo. Ampak je zares skrajno zanimivo, kaj Evropa lahko je. Enkrat sem hotel iti nekam, kjer imajo Evropsko unijo na vzhodu. Zašel Pirot. Za Pirot, veš, Pirot je mestece tam na meji med Srbijo in Bolgarijo. Ti si v nekem kanjonu. To vziš najprej ta avtocesta, ki pelje iz Niša do Grčije. Bolj zaviješ levo, padeš v nekaj globoko kanjon. Se ti zdi, da se stene stikajo, se voziš po neki oski cesti in greš v Pirot. In obstaja en prelep srbski izraz za take kraje. Vuho jemlje. To je to. In je res čudno. Ampak hkrati imaš Mišlenovo tovarno gumen, ki je prevzela nekaj, kar so one prej tam imeli, se bi celo Tigar, zdaj je to Mišleno. In je veš ograjeno z
visoko ograjo, plava zgradba, modena, tako kot izgledajo fabrike danes, in ve, to je Evropska unija. Ne? To je to. Ampak pa greš čez mejo v Bolgarijo in prideš ven nesreč kraj, zdaj sem bil še po zimi, ki izgleda slabš kot Južna Srbija, ne? Si pa v Evropski uniji in se ti Srbi hecajo, ne? Si greš v Evropsko unijo. Ne? In prosim, jaz z tam pesnikom se šel pogovarjati, sem ga vprašal, kako je zdaj s tem, ne? Bi oni radi v Evropsko unijo. Ne? On rekel, ja, ampak mi ne bi v to Evropsko unijo, ne? Mi bi v zapadno Evropsko unijo. To ni ta prava Evropska, ampak je. Ne? Mi in Bolgariji smo zavezniki v političnem projektu evropske integracije. Jaz mislim, da je tle težava, ki jo imamo mi z Ameriko. Ne? Da namreč, kar se vidi skozi zdajšnjo politično dinamiko v Washingtonu, ne? Je negotovost, ki je zajela tako evropske države, kot Evropsko unijo. Ki je težko biti zaveznik Združenih držav, ne? Ko moraš pristati na žaljivke, ki jih državniki zelo neradi požrejo. Macron je odpoklical francoskega ambasadora iz Italije, zato ker se te Cinque Stelle pa Di Maja tam so šli v Francijo, pa so grdo o Franciji govorili, pa je pač odpoklical ambasadorja, pa rekel, dokler boste govorili take traparije o Franciji, ne bomo imeli veleposlanika. Pa zdaj dve članici Evropske unije. Vedi, kaj je Trump v Francozih rekel, ne, da tweetnul, pa dol, pa jim na pamet ne pade, da bi odpoklicali ambasadorja, ne, iz Washingtona. Ne. In je mene je to pretreslo pri Trumpovem govoru, ne, pa vem, da Amerika tako funkcionira, da Evropa ne obstaja, ne, ampak glede na to, da si je toliko dal opravka z NATO pa z Evropsko unijo, pa da imaš Brexit, pa tako, imaš govor, v katerem omeni vse mogoče reči Evropske unije, pa ne. Ampak omeni pa Evropo kot tisti kraj, ki so ga leta 1944 Američani šli osvoboditi, ne. In tle je, jaz mislim, da ne moreš reči, a veš, dajte se vi soliti, mi smo vas osvobodili, ali kaj, ne, ostaneš, nisi, ne, mislim, veš, tako, šli smo z Američani v Afganistan, videl slovenske vojake v Afganistanu, ne, zakaj? Zato, pa neki par, veš, ni to, da bi zdaj šlo, na brigada slovenske vojske, ne, osvajati, ne, simbolično par vojakov tam, zato, da se vidi, da smo zavezniki, ne. In Amerika od zaveznikov zahteva, da so z njimi zavezniki takrat, kad delajo narobe, ne, kad delajo prav, ne, kad delajo prav, ne rabi zaveznikov, ne rabi zaveznike takrat, kad delajo narobe, ne. In v te avanture se potem spustimo, ne. In zdaj pač rečeš, tako pogledaš Trumpa, ne, pa je res svoj vrsten politik, da tako rečem, ne. Pa bi človek rekel, ta bo zažgal cel svet, ne. Pa mislim, da Trump v resnici je že dal koga ubiti. Mislim, da ne. Veš, Obama, ki je bil naš heroj, pa si je sesul Libijo, si mi je dal podporo uničenju Libije in se odpovedal vsakršni odgovornosti za devastacijo države, ki je na mejah Evropske unije. Ne, je Saudicem dajal avione zato, da so uničili Jemen. Ne. Trump še more narediti kakšno grozoto, ne, res tako, brez primere. Ne. Do zdaj... Rešeno se Severne Koreje? Jedrske vojne? Ja, to je, ampak to jaz mislim, da je njegova fantazija, ne moraš ti prevarati Korejcev, ne, mislim. Ja, ok, ampak je zanimiva gesta, ne. Pa uničil bo Iran, nedvomno, ne, s temi sankcijami to bo Iran zadušilo in tam bojo hudi problemi nastali iz tega, ne. Ampak, veš je,
tole se odločati glede Amerike, a je dobra ali je slaba. Ne? To je po moje, Amerika je. Ne? Nekako se moraš soočiti s tem, da je tukaj prisotna. Težava pa ni pri njih. Američani nimajo problemov, vse je to. Mi jih imamo. Mi nismo znali Turčije integrirati. In je, dobro, zdaj pa tudi res, da jaz ne želim več v Ameriki in moj stik posredovan čez to, kar berem. Da bi šel zdaj tega poročati, recimo? Z velikim veseljem. Ker se mi zdi, da je Amerika eden od najbolj zanimivih krajev na svetu. Bi šel v kakšni drugi kraj raje, ne? Tudi vam. Ja, seveda, da se mi daš, kaj tole, veš kaj, ta novinarstvo je, da se dragocenost novinarstva je, če si priča nečemu. Ne? Ko se bolj tam zaneseš na vse to, kar imaš, da boš prav presodil, ne? In da vsi, s katerimi boš govoril, če bodo naleteli na tvoj tekst, bodo se strinjali, da so bili pravilno razumljeni. Veš, to je moja paranoja kot novinar. Jaz delam veliko intervjujev. In potem pač v intervjuju je pogovor, to ga zdaj midva delava, in je kaotičen, se vse mogoče dogaja. In potem moraš to prepisati. Prepisati tako, da zares prevedeš v literarni jezik. Mislim, to ni magnetogram. Če ti prepišeš intervju tako, kot so ljudje govorili, je to neka neznosna kakofonija. To moraš urediti. Sprejemaš odločitve, kako boš stavke spravil. To je tvoja interpretacija, seveda. Ja. Zdaj, veš kaj, mene je groza, če se mi še ni zgodilo. Enka Silc je enkrat rekel, da me bo zbrizgano. To je bilo pa tudi sem. To je bilo pred 30 leti, sem potem vedel, da ne smem. Napačno sem ga citiral. Zato, ker nisem zapisal, kaj je rekel, ker nisem posnel, sem ga citiral po spominu in seveda ni rekel tega, rekel nekaj drugega. Ampak mene je literatu po moje predvsem zanima, bo kdo prečital to, kar je napisal. Moj strah je, da bo človek, s katerim sem se pogovarjal in naredil intervju, rekel, pa to nisem jaz. Se mi še ni zgodilo. Ampak tako se mi zdi, da če vzameš ti to v roke, greš vsa imena, razen tiste, ki so prikriti tam v Iranu, pa tako, ne smeš, mislim, sprav tudi v težave, da tle iranska ambasada to počitala. Ampak lahko greš na kraj in najdeš človeka, ki je to rekel. In če ga vprašaš, a je to res, mora reči, ja, tako je bilo. Ne glede na to, koliko je čudno, neverjetno in čudaško, mora biti na ta način preverljivo. Ker meni se zdi, da zdaj ljudje svašta pišejo in traparijo, ampak meni se zdi standard etičnosti žurnalizma v tem, da če greš pogledat, vidiš, da je to. Da je napisano nekaj, kar tam resnično obstaja v parametrih, ki si jih ti takrat razumel. To tudi zapišeš tle v epilogu. A je vse res? Seveda je vse res. Če greš okoli in iščeš zgodbe, te zgodbe najdejo, hodiš skozi privatne mitologije in ohranjaš čudenje, nič od tega, na kar naletiš, ti ne pripada drugače kot zgodba, ki jo treba povedati. Beauty is in the eye of the beholder, je rekel Bob Dylan v filmu Zamaskiran in anonimen. We are storytellers and there is a story to tell. To je vse. Story je zgodba, kot jo razume anglosaksonsko novinarstvo, ali si jo sam videl, ali pa ti jo je povedal nekdo, ki je bil tam, drugo v resnici ne velja. Skratka, tudi če dobivaš iz druge roke, dobivaš tako iz druge roke, tudi informacije, da pač mislim iz druge roke. Ne govoriš z pričami nečesa, ampak ja, nekom, ki je moč govoril s to pričo, tvorkoli. Ja. Pa so še pazili, novinari si ne kompliciramo življenje. Če ti trije neodvisni ljudje povejo isto štorijo, to mirno citiraš kot dejstvo, tako v našem poslu.
zdaj se zanašaš, zdaj, eno je, če si priča dogodkov, gre je najlepše pisati. Prepisati pogovor in ga prepisati prav, predstaviti človeka. Jaz sem imel prelepo izkušnjo z Joano Vitkovsko, ki je direktorica muzeja sodobne umetnosti v Varšavi. Jaz nisem nič pričakoval. In sem bil popolnoma fasciniran, veš, na neko izjemno bogatstvom kulture, razumevanje svojega mesta, razumevanje Poljske, etične drže, političnih procesov. Ko to prepisuješ, si res vesel. Tle si zabeležil človeka, ki je junak te zgodbe. Mislim, te ono, včasih pa točeš kamen, obstaja tudi zelo dolgočasno ljudje. Zdaj bomo mogli počas to peljati k koncu. Še smo šele začeli. Ja, sej, tisto res. Lahko pa se še pogovarjamo. Imam pa še eno vprašanje, dajva se dotaknem zdaj še novinarstva, položaja, recimo situacije novinarjev in novinarstva v Sloveniji. Se ti zdi, da imate dobre pogoje za ustvarjanje, da se lahko, recimo, raziskovalno novinarstvo ali pa to, kar ti gojiš, pač literarizirane, recimo, reportaže, da so pogoji za kreiranje takšnih tekstov, da je uredniška politika takšna, da se to podpira ali ne? Kaj se ti zdi? Že sem lani sem bil v Beogradu na nekem srečanju novinarjev. To so bili Bora Erdeljan, Boško Jakšič je bil dopisnik politike iz libanonske državljanske vojne. Bora Erdeljan je vsega Boga poročal z procesa Eichmann. In jaz sem sedel zraven Gorana Miliča za neko mizo v klubu aeronautike, kar je kralj Karadžordžević to ustanovil, je bil klub pilotov, nekaj zelo fina institucija. Smo sedeli za to mizo in so tako velikani srpskega novinarstva in tudi črnogorskega, jaz ne vem, da se v tej druščini znajdem, sedel sem zraven Gorana Miliča, ki je pač ena od legend, bil je urednik beograjske televizije Jutera, zdaj dela za Al Jazeero, in tle so, Bora Erdeljan sjajno govori in je govoril, kako je pač novinarstvo propadlo. Potem je Boško Jakšič začel razlagati, kako so standardi splahneli, kako so včasih delali. In si imel to podobo tega velikega novinarstva, več 60-ih in 70-ih let. In bolj Goran me je hrbnil, tako pod rebra in mi je dal na listek. Pa rekel, jaz se ti sečaš dnevnika iz 74. Mislim, a veš, le nekaj zgodovinskega spomina je treba imeti. A veš, to, da gre novinarstvo v vragu, jaz poslušam, odkar se s tem poslom ukvarjam. Da pač rečeno, kaj pa vejo te mladi ljudje, te blondinke s Pop TV-ja, kdo sploh še razume svet. Kakšno, tako da vidim še, da sam še moralizira, gor pa ne. V resnici pa, če greš pogledat, Svetka, to si meni ljudje pritožujejo. Sveda omenijo, ti si pa velik spomenik. Šlo odgracnejši, mislim, pri meni najbolj prideš z laskanjem. Ampak, če greš pa zares pogledat, kaj imaš, s čim imaš opraviti. Recimo, prej sem ti rekel, da so ženske najboljše delo opravile. Imaš vlasto v Moskvi, ki ti je Rusijo predstavlja leta spodobno, brez nadutosti, z radovednostjo, z razumevanjem. Imaš Švegelco, ki je na Bližnjem vzhodu takal na nos pa čisto vsako luknjo kot priča in s tem svojim neverjetnim naglasom, kaj mislim, da pride s takim prlekija, pride
tako brez zadrege, ne, govori v dialektu in ti pripoveduje zgodbo sveta. Imaš Barbaro Šulk, ki je bila dopisnica iz Jeruzalema in potem delala za Associated Press in je bila v Bagdadu med vojno in Bejrutu in Dubaju, ne. Ne greš pogledat Mojca Širok, ki je zdaj bestseleraš, ne, ampak preden je postala bestseleraš, je bila sjajna dopisnica iz Rima in je osramotila vse moške, ki so probali Italijo napisati, ne. Ok, pol imaš te nove generacije, imaš Videmška, ne, ki ti je povedal skozi zelo intimno interpretacijo bolečine človeštva, ne, sicer malo je mesijansko razpoloženo, ne, ampak veš, da ti je ta svet povedal z enim fantastičnim fotografom, ki je Jure Ržen ob njem, ne, in moraš biti bedak, da ne prepoznaš veličine v teh delih, ne, in pol greš lahko naprej po generacijah, ne. Jaz gledam tam mlade ljudi, ki pridejo na dnevnik pa probajo nekaj narediti iz tega poklica, ne. Ma so fantastični, a veš, ma so bistveno bolj izobraženi, kot sem jaz kdajkoli bil, ko sem se loteval tega posla, ne. Imajo poglede, ki so široki. Zdaj, je res, a veš, da je samo vprašanje risanja zemljevida sveta iz dneva v dan postalo zapleteno, ne, prosto zaradi digitalnih komunikacij, ne, je tle in dostopnost velika in iluzija, da lahko vse veš, ne, če veš pogled, imaš te ekspertne članke o obskurnih temah, ki pišejo ljudje, ki veš, da nimajo pojma, pišejo, ne, ki so sneli iz Wikipedije, ne, v tihem upanju, da so prav prevedli, ne. Ampak imaš pa o istih temah ljudi, ki vejo, kaj delajo, ne, ki so šli pogledati, ne, ki so, skratka, ki pišejo z odgovornostjo. In jaz mislim, da je bilo zmeraj tako, ne. Vedno si imel bleferje, ki so štancali propagando, ne, in si imel ljudi, ki so resno opravljali svoje delo. Tako da jaz nisem tako obupan nad In tudi publika je, ki jo zanimajo tovrstne zgodbe, verjetno. Se pravi, ljudje, ki imajo čas in potrpljenje, recimo potrpljenje, voljo, da prebirajo te daljše članke. Se pravi, po tvojem mnenju ne živimo v nekem instant času, kjer vse klepi po nekih hitrih novicah in veš, ne vem, vzrtju, ne vem, tega, kar se je zgodilo. Ljudje imajo čas in si vzamejo tudi pač da. Res, mislim, da ja. Pa so pripravljeni za to plačati? To je dobro vprašanje, ne, ker namreč v krizi ni novinarstvo novinarjev, ne. Jaz tega ne vidim. V krizi je ekonomska mesto informacije v ekonomiji. Ampak mi Slovenci smo nagnjeni k obupu, ne. Če greš pogledat Nemčijo, ne, Špigel nima nobenih težav. Špigel vsak teden naštanca to, ne. In to ljudje preberjajo, zato ker če je napisano, se bo najdel nekdo, ki bo to prebral, ne. Imaš, ljudje rabimo razumeti svet, v katerem živimo. Z mnogih razlogov, ne. Če si biznismen, moraš razumeti svet, s katerim posluješ. Jaz vem, da človek, ki meni se mi je zdelo, da zares razume Bližnji vzhod, je bil nek slovenski biznismen v Dubaju, ki je imel neko majhno podjetje, ki je predelovalo je izdeloval ambulantna vozila za potrebe različnih institucij. Takrat sem bil jaz pri njemu in lih delal ambulantna vozila za afganistansko vojsko, Američani, tako kot prej bi bil v Kuvajtu, pa je nekaj drugega tam počel.
In tako, kot je on razumel v svetu okrog sebe. Že kako natančno je bral, kako je vedel, kam moraš iti prečitati nekaj za to, da se ne zmotiš. Ne? To, kar se mi zdi, da je zdaj težava, ne, je, da nimaš ideje, da je žurnalizem resno delo, ki ga je treba dobro plačati. Ne? Imaš občutek, da je to neka skoraj zastonjska reč, zato ker informacijo dobiš zastonj. Ne? To, kar dobiš zastonj, pa pač nekako imaš težave cent. Ne? Ampak tle je vprašanje prav zares ekonomije pisane besede. Ne? Zdaj, jaz ti ne znam razrešiti tega, ne vem, v katero smer se bo stvar obrnila. Ampak zadnjem sem ga Indica srečal, da sem utarnil o tem, da naklade časopisov padajo, je rekel, v Indiji. Ne? V Indiji vse naklade pretolomno naraščajo, in je želja po prebiranju, ne, je vedno večja. Ne? Jaz tako občasno berem na internetu pakistanski dnevnik, se tiče Nation, pa sledim njihovim kolumnistom. Ne? Mislim, njihova podoba sveta je nekaj, zaradi česar bi šel v Pakistan, pa si pogledal, kaj je to svet, v katerem oni pišejo, imajo čez neke druge prioritete. Ne? Zdaj sem bil na Kitajskem in sem nekaj tam jih vpraševal, mislim, ko je idiot, zapravo zares, kot je narodno. Ne? Sem vprašal, kako oni doživljajo krizo. Pa sem gledali, ko je rekel, kakšno krizo? Kje vidiš krizo? Ne? Mi smo v 15 letih smo 800 milijonov ljudi spravili iz revščine v srednji razred. Nimajo povsod tega občutka, da je konec njihovega sveta. Se ti pravim, problem je v tem, da se mi zdi, da se je to nekako zdaj v Evropi zaredilo, ne? Da je konec nekega našega sveta. Jaz tudi to nekako težko verjamem. Ne? Jaz mislim, da so se Angleži zmotili, ko bežijo z Evrope. Da bo to sicer imelo zoprne učinke, ne? Na nas vse. Ne? Pa oni nikoli niso resno mislili s tem, ampak meni je žal, da Angležov ne bo v našem svetu. Ne? Vsi so antipatični, sitni, božja mater, ne? S temi svojimi navadami bi to popolnoma neinteligibilne. Ne? Mislim, ti se ne moreš normalno govoriti z Angležem. Najbolj normalno, če bo prijatelj Mark Thompson, veš, kaj je velik intelektualec tam, ne? Zadost, da omeni, a što se pogovarjaš o problemih sveta? Težko, pa tako omeniš princa Williama, pa se čnejo vsi, cela miza razlagati. Že meni, da William je v redu, ampak ta drugi je boljši, hvala Bogu, da imamo kraljico, vse da je ona tukaj, je še vse v redu, si predstavljaš, da bi to budalo, njen sin postal kralj, ne, sled bokom. In se potem pogovarjajo, veš, o angleški kraljevi družini kot o nečem resničnem, jaz se doživljam pa kot fikcijo, ne. In njihova politika parlamentarna je pa ravno tako nerazumljiva v slovensko. Že popolnoma. Ampak tvoj občutek je, da smo v Evropi preveč nekako pesimistični in nagnjeni k nekim temnim razmišljanjem in občuti o nas samih, se ti zdi? Poslušaj, to je 550 milijonov ljudi. To je svetovna gospodarska velesila. Močna, velika, ne, mislim, z nekimi resnimi vojskami, ki ne ve, kaj bi s sabo počela. Tle je dobro biti novinar. Jaz sem delal z Davutoglujem, z turškim zunanjim ministrom, sem delal intervju pred leti, ko je bilo še vključitev Turčije v Evropsko unijo realna možnost. In sem zelo lepo speljal intervju, ker najprej še bilo formalno odnos med Turčijo in Slovenijo, koga briga, ne. Potem sem ga jaz povprašal, kaj je turško darilo Evropi. Prosim. Kakšen je prispevek Turčije k razvoju evropske ideje?
in pač rekel, stop, zdaj se ustavimo, poklical enega adjutanta, pa rekel, vprašaj, kaj bo gospod pil prinesel. Bil je Ramadan namreč. Pa sem jaz rekel, vas ne bom žalil, ste mi rekel, da je tisti kristjan, jaz sem muslim, pa se bom pustil, tebi ni treba, dajmo se o tem resno pogovarjati. In pol je rekel, nastal zelo lep pogovor, ki je redko pri politikih tega kalibra, ponovadi zelo formalno in v bistvu nekoristno, ampak je pač nek ritual. In potem je rekel tako, mi prinašamo Evropi izziv. Ali Evropa sprejme teh 80 milijonov muslimanov in reče, vi ste naši, to je naš svet, zabije evropsko zastavo na mejo z Iranom, Irakom in Sirijo in reče, da vam ne pade na pamet. Da niste moksali, ko boste dobili železno pest Evropske unije v glavo. To mi prinašamo. Prinašamo to, da Evropa se zave svoje imperialne moči. To je ena možnost. Drugo je, da zavrnete Evropsko unijo in se potem do konca sveta ukvarjate s svojimi notranjimi problemi, zato da ste pokazali šibkost, ker niste sposobni sprejeti države z večinskim muslimanskim prebivalstvom. Žal se je zgodilo to drugo. In jaz mislim, da se zdaj s tem utepamo. Da razumemo Evropo kot nekaj šibkega, kar nam ni najbolj všeč, pa je bilo pomoč pod Jugoslavijo, se šališ. To je fantastičen izum. Zdaj pač, ne vem, da vsi navzeli tega vzhodnoevropskega nezadovoljstva z lastnim življenjem, ampak da živimo nekako v tem. Jaz čakam, da mora priti neka nova generacija evropskih politikov, ki bojo zatrli te Salvinije, Marine Le Pen, jaz da ne moram verjeti, da bo svet potonil v političen mrak. Mislim, to je kontinent razsvetljenstva. Zdaj smo pozabili. Naš svet je oblikovala renesansa, ne srednji vek. Da so ljudje začeli zvezde gledati, pa so ugotovili, da se vrtijo malo drugače. In tle se mi zdi, da to politično modrost smo zgodili. Jaz sem upal, da bo Trump zbudil to v Evropi. To pa zdaj že preveč. Se mogoče pa še bo, gledati, se nekaj časa še ima. Ja. Prav, Hervin, zdaj pa res moramo počasi zaključiti. Daj vas to o svetlo mislijo, o svetli Evropi, o prerojeni Evropi zaključiti, čeprav zdaj smo zateražnega novinarstva prišli na zasvetljeno Evropo. Nič narobe s tem. Skratka, prosila bi še vas, če ima kdo kakšno misel, pa kakšno vprašanje, komentar, karkoli na to, kar sva pač povedala. Povedala sva veliko, eden. Če ima kdo kakšno misel? A ste prepričani? Odprla sva se mi zdi veliko tem, tudi zaključila kakšno, sva neko celovito sliko se mi zdi podala. Nihče nima nič za komentirati. Pa tukaj prosim samo za enega, kaj sprašuješ? Mislim, da je vljudno, da pozovem tudi publiko. Spodobi se. Jaz bi moral biti pridigar. Ti si storyteller in ostani to, prosim, še naprej. Najlepša hvala, da ste prišli, da ste poslušali, da ste bili z nami 12. marca, se pogovarjam z Boštjanom Videnškom. Tudi je torek ob 8. zvečer, tako da ste vabljeni, prijazno vabljeni, da pridete tudi takrat. Hvala lepa, pa tudi tešnji. Hvala lepa tebi.